Dober večer v pregledniku televizije Maribor, kjer povzemamo nekaj najpomembnejšega dogajanja iztekajočega se tedna. Vodstvo mariborske občine je razkrilo, da je skrivnostno novembrsko potovanje župana v Kuvajt mesto prineslo mednarodno univerzo. Slednjo bodo že letos začeli graditi na mestu, kjer bi moralo stati mariborsko kulturno središče Max. Investitor, kuvajtski poslovnež, ki je z Mariborom osebno povezan, želi do konca leta 2016 zgraditi univerzo, na katero bi se vpisalo 2000 študentov iz vse Evrope. Iz 87 tisoč kvadratnih metrov velike jame na Studencih v Mariboru, za katero je kuvajtski poslovnež odštel 610 tisoč evrov, bo v pičlih 3 letih zrasla mednarodna univerza. The university, it will be American or Canadian. It will accommodate about 2000 students. The cost per student will be about 15 to 20,000 euro per year. All administration staff will be from Maribor. All academic staff will be coming from outside Slovenia. Mislim, da bo to dobra odskočna deska tudi za nove poslovne priložnosti lokalnih ali pa regionalnih poslovnih subjektov. Z razkritjem skrivnostne investicije, v kateri se je v Mariboru šušljalo že od novembra, so zanikane govorice o džamiji oziroma islamskem kulturnem centru. Prostih rok nima, zato ker prostorski plani predvidevajo tam točno določeno gradnjo in on je zavezan, da gradi tam v izobraževalne ali kulturne namene. S prodajo zemljišča, za katerega so pred 4 leti odšteli 4-krat več, to je 2,2 milijona evrov, se bo za silo rešilo tudi občinsko podjetje ZIM. Slednje se mora pogoditi še s projektanti Maxa, arhitekturnim birojem in gradbenim podjetjem. S to prodajo vidimo v podjetju prvi korak k finančni sanaciji podjetja. Več podrobnosti bo sicer kuvajtski poslovnež, ki je na Slovenijo poslovno in osebno navezan, njegova najstarejša hčerka je bila namreč celo rojena v Mariboru, razjasnil ob naslednjem obisku Maribora v začetku februarja. V Mariboru pa čedalje več prahu dviga tudi županovo nepremišljeno zaposlovanje. Svetovalca Bartula Lampreta in Gregorja Kusija je župan ob nastopu mandata zaposlil na zaupanje, a so se odnosi med njimi konec lanskega leta skalili. Na občini bosta vseeno ostala zaposlena vse do konca županovega mandata in to kljub temu, da trenutno nimata tako rekoč nobenih službenih dolžnosti. Zaposlovanje brez natančnih analiz izkazanih potreb in javnih razpisov je popoln absurd, je jasen nekdanji mariborski župan Alojz Križman. To zaposlovanje na zaupanje, to je ena velika neumnost. Tu ne gre za zaposlovanje na zaupanje do človeka, ampak gre za to, da si ljudje oblikujejo svoje ekipe, ki so jim potem zveste. Gre za v nekem smislu lobije. Še ostrejši je občinski sindikalist Goran Rajič, do nedavnega tesen županu zaveznik in sodelavec. Fištravec je za poslovanjem na zaupanje zlorabil položaj, izigral zakonodajo in oškodoval občinsko blagajno. Misli, da je gospodar v bistvu, ali vladar, ali faraon, ne vem kaj, ki lahko človeka zaposli, jutri mu reče, veš kaj, jaz tebi več ne zaupam, in ga oslovi, pa ga pošlje na borzo. Žalostno je, da v času, ko je v javnem sektorju zaposlenih preveč, zakonodaja ne dopušča prekinitve pogodbe zaposlenim na županovo zaupanje, pa odgovarjajo na občini. Kolikor smo obveščeni, v Sloveniji še ni bilo primera, ko bi funkcionar želel odpustiti nekoga, ki ga ima na zaupanje zaposlenega oziroma za katerega se je odločil, da ga bo zaposlil za zaupanje. Tako da sedaj proučujemo druge možnosti. Zaradi takšnega neodgovornega ravnanja dosedanjih županov se je število zaposlenih v zadnjih 20 letih kar podvojilo. Danes jih na občini dela že več kot 300. Selimo se na Ptuj. Skupina Perutnina Ptuj dobro posluje in je lani imela celo 4% rast prihodkov. Podobne načrte imajo tudi za letos. A največje slovensko živilsko predelovalno podjetje pri nas bremeni huda zadolženost. Bankam je Perutnina Ptuj dolžna kar 111 milijonov evrov. Pogovori o reprogramiranju bančnih posojil naj bi bili sicer v teku. Če bodo uspešni, bi lahko podjetju dolg že letos zmanjšali za 10 milijonov evrov. V prvih 11 mesecih leta 2013 je skupina Perutnina Ptuj ustvarila za 252 milijonov evrov prometa. Bankam so poplačali 5,2 milijona evrov obresti in 638 tisoč evrov glavnic. Mi z bankami delamo profesionalno, do bank pravzaprav poravnavamo vse obveznosti, ki so dogovorjene.
Kljub slabitvam, tudi zaradi nadzorovane likvidacije Probanke, pa naj bi poslovno leto 2013 zaključili z dobičkom. Slabitev naložbe v Probanko, ki bo približno 1,9 milijonov, to bo seveda vplivalo na rezultat, ampak seveda pod črto pričakujemo rahlo črno številko. Na stanje družbe tako naj ne bi vplivala tudi vnovična prisilna poravnava največjega lastnika Merkurja. Prav v teh dneh pa po besedah vodstva Perutnine potekajo z bankami še zadnji dogovori o reprogramiranju kreditov. Pogovori profesionalno tečejo, nič posebnega se ne dogaja. Mi smo s strani bank že dobili usklajen njihov predlog reprograma, vendar se z vsemi določili nismo v celoti strinjali in pričakujemo, da bomo ta dejansko term sheet, kot ga bankirji radi imenujemo, tudi uskladili. V letu 2014 bo skupina poplačevala mesečno preko 400 tisoč evrov glavnic, do konca leta bi zadolženo zmanjšali za 10 milijonov, do leta 2017 pa za 40 milijonov. Perutnina je bankam predlagala tudi imenovanje prokurista, ki bi nadzoroval njeno poslovanje. Hkrati pa še vedno iščejo dokapitalizacijskega partnerja. Je pa tudi seveda B scenarij, tudi brez investitorja Perutnina svoje dolgove lahko servisira v normalnih razmerah in normalnih pogojih. Skupina Perutnina Ptuj sicer v letošnjem letu načrtuje 4% rast, vendar brez novih investicij in brez novih proizvodov. Zaposlovanje je sploh na Štajerskem redko. Kaj šele, da bi kakšno podjetje iskalo skoraj 100 sodelavcev. Elektro Maribor letos čaka precej naložb, zato potrebujejo dodatno delovno silo. Delo bo sicer za obdobje 8 mesecev, a nekateri si lahko obetajo tudi dolgoročnejše zaposlitve. Na razpis pa se je mogoče prijaviti do 24. januarja. 92 sodelavcev za začasno zaposlitev iščejo na celotnem območju Elektra Maribor, 52 v Mariboru, 40 pa na Ptuju in v Murski Soboti. Iščemo elektrikarje, monterje, zato je zadostna 4. oziroma 5. stopnja izobrazbe in pa gradbene delavce, strojnike, zidarje in pa pomožne delavce. To so premiki v zaposlovanju, lahko rečemo, ker zadnja leta, zadnjo obdobje res govorimo bolj o zapiranju kot zaposlovanju. Za tolikšno število predvsem električarjev, ki spadajo med deficitarne poklice, in gradbincev so se odločili zaradi povečanega obsega naložb. Poleg 3 zahtevnejših del nameravajo obnoviti okoli 230 km omrežja in kakih 100 transformatorskih postaj. Tega z lastnim kadrom ne zmorejo, zunanjimi izvajalci pa nimajo dobrih izkušenj. V današnjem času, bom rekel, ko je borba na trgu, je oddaja javnih naročil kar zahtevna. Dostikrat nas je to pripeljalo v nerodno situacijo, ko smo dejansko bili podvrženi tveganju, da investicije ne bomo pravčasno oddali, zato smo se odločili za to prakso. Zadnji 2 leti je že nekaj delavcev sprva zaposlenih za določen čas, kasneje dobilo stalno zaposlitev. Letos se jih bo na mariborskem Elektru upokojilo 8. Skupina Nove KBM se želi po hitrem postopku znebiti nepremičnin, ki jih ima v lasti. Ponujajo jih na svojih spletnih straneh, objavili pa so tudi javni poziv k nezavezujočemu zbiranju ponudb za 37 nepremičnin, a brez znanih izhodiščnih cen. S tem skušajo še pred prenosom na slabo banko prodati, kar se prodati sploh še da. Staromeščanska vila potrebna temeljite prenove, nekdani trgovski kompleks, gradbene parcele. To je samo nekaj nepremičnin, ki jih zdaj skušajo prodati. Nepremičnine, ki so na seznamu, so načeloma prodavljive. Na seznamu nepremičnin, ki jih zdaj skušajo prodati, je tudi ta hladilnica za menoj. A nepremičninski agenti opozarjajo, za resnejše ponudbe manjka vsaj izhodiščna cena. Zdaj, če pa še niti cene ne vemo, pa potem niti ne vemo, ali se nam splača iti v podrobnejšo raziskavo smiselnosti nakupa in dajanja ponudb in organiziranja financiranja za takšno ponudbo. Zakaj se Havcu prodajo tako modin? Zakaj niso s takšnim tempom prodajali že prej? V lasti imajo namreč več kot 260 nepremičnin, od tega večino v Sloveniji, 10% tudi na Hrvaškem. Nekateri zdaj namigujejo, da bodo dobro obveščeni krogi poceni prišli do nepremičnin, še preden jih bo skupina morala prenesti na slabo banko. Da bi se izognili vsem očitkom, bi morali predvideti javno odpiranje ponudb, opozarja Savli. Jaz mislim, da tukaj ni razloga, da se kaj takega ne bi naredilo, bodo vsi bolj mirni.
V samem razpisu zbode tudi enotna varščina 10 000 evrov. V primerih, ko nepremičnina dosega tudi milijonsko vrednost, je takšna varščina za resnost ponudbe smešno nizka, a hkrati previsoka za tiste, ki bi želeli kupiti cenejše stanovanje. V javnosti pa je v zadnjih dneh zaokrožilo kar nekaj informacij o vse slabšem stanju na mariborskem oddelku za kardiologijo. Zaposleni namreč opozarjajo na pomanjkanje kadra, slaba plačila in zastarelo opremo. Razmišljajo pa tudi o stavki. Vodstvo Univerzitetnega kliničnega centra očitke o slabih razmerah na oddelku zavrača. Z vodstvom bolnišnice so se v začetku tega tedna sestali tudi predstavniki sindikata Fides. Ekipa na oddelku nam pokaže 13 let staro aparaturo, na kateri dnevno upravljajo najzahtevnejše posege, jamstva proizvajalca pa zanjo že zdavnaj ni več. Ob tem opozarjajo tudi na sramotno plačilo. Za reševanje človeka s srčnim infarktom dobijo le od 12 do 15 evrov. To se pravi, če jaz stanem po noči in pridem opraviti poseg, ki reši življenje, je to za v naši bolnišnici toliko vredno. Direktor UKC-ja pa stalno pripravljenost plačujemo v skladu z zakonodajo in za toliko ur, kot je dejansko zajetih v sistemu elektronske evidence. Glejte, takšna je urna postavka v kliničnem centru Maribor. Vsaka nadura, ki so jo opravili, je bila tudi plačana. Ob tem pa kardiologi ne skrivajo dejstva. Zaradi nevzdržnih razmer je škoda za bolnike že storjena. Čakalne dobe naraščajo, nezadovoljstvo v naši ekipi. Prav zato so na vrata vodstva danes potrkali tudi predstavniki Fidesa in dogovor. Sindikat bo pripravil predlog za povečan obseg dela na oddelku. Ni bilo treba, da obe strani prepričujete eno drugo. Mi smo direktorju Pivcu ponudili rešitev, ki mu jo bomo pisno poslali do predloga. To bi bilo lahko dobra rešitev, na ta način bi se seveda skrajševale čakalne dobe. Dogovor naj bi bil sprejet naslednji teden. Vodstvo bolnišnice ob tem obljublja. V prihodnjem letu bodo obnovili stari aparat, nato pa nabavili novega. Ljutomerska ormoška vinska klet je kmetijski zadrugi Ormož dolžna več kot $500 000 za grozdje letnika 2012. Vinska klet je poplačilo dolga obljubila že v lanskem decembru, a se to ni zgodilo. Vinogradniki zato napovedujejo opozorilni protestni shod v sredo 15. januarja. Vinogradnikom in vodstvu kmetijske zadruge Ormož zmanjkuje potrpljenja. Dolg vinske kleti Jeruzalem Ormož narašča. Namesto plačila pa je zadruga od kleti konec prejšnjega leta dobila pritožbo na izstavljen račun za grozdje lanske trgatve. Zadruga oziroma njeni člani namreč niso zagotovili pogodbenih količin grozdja. Rešitev bomo iskali, sedaj jo sicer išče za ta nastali manjko sredstev do vinogradnikov družba PNTF, vkolikor pa do tega danes, do tega sporočila ne pride, pa jaz danes težko napovedujem, kako bo zadeva tekla naprej. Klet je začela zamujati s plačili že sredi prejšnjega leta. Zadruga je najela kratkoročno posojilo, da je pomagala svojim članom. Ker so se tako dodobra izčrpali, je zadruga od jeseni v postopku pripojitve s ptujsko kmetijsko zadrugo. Moramo, vsaj vinogradniki tako od vodstva zadruge zahteva, to zadevo uskladiti, urediti in jo zaključiti. Vodstvo največje vinske kleti v Podravju se je odločilo, da dokler ne izpolni obveznosti do kmetijske zadruge Ormož in vinogradnikov, ne bo dajalo izjav. Ko je pred 5 leti vinsko klet Jeruzalem Ormož prevzelo družinsko podjetje Puklavec, so vinogradniki pričakovali pospešen razvoj vinorodnega okoliša. Številne naložbe, posodobitev kleti in proizvodnje ter gospodarska kriza pa zdaj ponovno ogrožajo vse člene v tej verigi. Še nekoliko se bomo pomodili v ormoških koncih. V Pušencih pri Ormožu so namreč bogatejši za zavarovan železniški prehod s cestnim nadvozom. Razbremenil bo lokalno cesto, poleg tega bodo krajani odslej precej varnejši. Nezavarovanih železniških prehodov pa je v Sloveniji še skoraj 500. Žal državi za njihovo ureditev primanjkuje denarja. To je nov 186 metrov dolg nadvoz. Pod njim je železniški prehod z zapornicami. Krajani bodo odslej bolj varni. So bile nesreče, veliko nesreče je bilo tudi. Fajn se mi zdi za tega volo, ker njega več tu prometa tako velikega in mi je res strašno lepo na to.
Obenem pa bo zagotovljena tudi večja pretočnost prometa. Sigurno je to pridobitev za celo občino, za kraj pa še posebno, ker se s tem izboljša varnost, predvsem za šoloobvezne otroke, pa tudi pač za vse tiste, ki uporabljajo to. Vrednost investicije je znašala dobrih 5,5 milijonov evrov, večino, kar 85%, je prispevala Evropska unija. Zaradi tega je našega nacionalnega proračunskega denarja za cestno infrastrukturo relativno malo. Smo se skoncentrirali za to, da bi počrpali čim več evropskega denarja. V strategiji 2007-13 je bila predvidena prenova 6 nezavarovanih železniških prehodov. To je veliko premalo, saj bi morali urediti še vsaj 40 nevarnih točk. Investicije v prihodnje bodo precej okrnjene, je povedal Ficko, saj bo proračun direkcije za ceste okrnjen za skoraj 60 milijonov evrov. Proračunskih sredstev za naslednji 2 leti, letošnje in prihodnje ni, tako da bomo dejansko sredstva namenjali samo vzdrževanju cest in pa zaključevanju evropskih projektov. Mi še 2 leti sedaj izvajamo staro evropsko perspektivo. Na tem prehodu se je doslej zgodilo 6 nesreč, 2 smrtnim izidom. Sicer je v Sloveniji še skoraj 500 nezavarovanih železniških prehodov. Lani se je na njih zgodilo 29 nesreč. Pa še malo kulturnih tem. Pri študentski založbi je išla vstajniško številka časopisa za kritiko znanosti z naslovom Nesimo jih vun. Premisleki vstajništva. Številka je posvečena slovenskim vstajam v zimi 2012 in 2013. Želja avtorjev je predvsem preprečiti, da bi vstajniške ideje utonile v pozabo. Med avtorji prispevkov je tudi 22-letna Nina iz Maribora, bodoča politologinja in vstajnica na protestih. Kot dejavno članico jo zanima predvsem fenomen vstajniških gibanj. Nasilje, ne nasilje, stranka, ne stranka, nadaljevati na vstajah ali se v bistvu organizirati na neko politično skupino. S temi vprašanji sem se ukvarjala skozi v bistvu prizmo nekih družbenih gibanj, ki so že precej uveljavljena v svetu. K razpravi o nastajajočih prispevkih so prek družbenega omrežja Facebook pozivali tudi širšo javnost. Želeli smo dati forum, v katerem lahko iščemo skupen jezik vstajniškega gibanja, kajti te vstaje so izrazito pluralne, mnogotere. In tisto, kar rabimo, je nov način razpravljanja. Avtorice in avtorji so vstajnice, protestniki, kritični pisci, torej ljudje, ki so bili vpeti v demonstracije, v vstaje, v proteste in ki imajo, bom rekla, po eni strani osebne izkušnje. Vstajniško številko časopisa za kritiko znanosti bodo javnosti jutri predstavili v Vetrinskem dvoru, kjer bodo svoje izkušnje delili tudi kriminalizirani vstajniki, s koncertom pa bodo zbirali prostovoljne prispevke v njihovo podporo. In še kulturni utrinki, kot jih znajo ustvariti otroci. Na osnovni šoli Toneta Čufarja so ekološko naravnan naravoslavni dan povezali z likovno umetnostjo. Učenci so pod mentorstvom študentov likovne pedagogike ustvarjali iz odpadnih materialov v različnih likovnih tehnikah. Izpod njihovih spretnih prstkov pa so nastali številni zanimivi izdelki. Osnovnošolske učilnice so se danes spremenile v likovno ustvarjalne delavnice. V eni izmed njih so učenci poskrbeli, da so stari stoli, pručke in klopi dobili povsem drugačno podobo. Te stole smo kar dolgo okraševali, pa je veliko vzorcev, mogli smo delati obraze. Obnavljamo stare stole, da polepšamo okolje. Pod budnim očesom študentov likovne pedagogike so učenci odpaden les spremenili v barvite slike različnih bakterij. Čim bolj žive barve moramo uporabiti, da je to bolj vidno, bolj pa damo preko te kvadrate in se vidijo samo deli teh bakterij. Zanimivo je, bomo mogoče še večkrat poskusili. Zanimivo jim je, da uporabljajo tudi druge materiale, ki jih ponavadi ne uporabljajo, in to jih zelo veseli. Jaz mislim, da naredimo dvojno dobro. Naši študenti imajo možnost dejansko speljati eno akcijo od začetka do konca, ker taki likovni dan traja 5 ur. In druge strani pa seveda učenci po osnovnih šolah dobijo ene drugačne informacije in drugačen način vodenja. Odpadno blago, gumbi, plastenke, pločevinke in drugi predmeti so s pomočjo bujne domišljije dobili povsem novo vsebino. Vsi skupaj so se odlično pripravili, tako študentje s svojimi profesorji kot naši učitelji. Učenci so se zelo veselili tega dela in mi smo zelo veseli, da nastajajo tako lepi izdelki. Ti bodo že kmalu popestrili prostore, ki so jih obnovili v starejši zgradbi šole.
Spodobi se, da ob teh spomladanskih temperaturah pogledamo tudi, kakšna usoda čaka smučarsko tekmovanje, znamenito Zlato lisico. Letošnja jubilejna 50. bo 1. in 2. februarja. Čeprav na mariborskem Pohorju še ni snega, si 4 tedne pred tekmovanjem organizatorji še ne delajo pretiranih skrbi. Pravijo, da je tehnologija tako napredovala, da lahko ob ustrezno nizkih temperaturah zelo hitro zasnežijo smučišča. Nizke temperature okoli ničle pa so za mariborsko območje napovedane šele po 15. januarju. Na mariborskem Pohorju občutijo pomanjkanje snega, zato večina naprav ne obratuje. Smučarji tako lahko brez skrbi smučajo le na Arehu. Svake godine sve manje snijega, jer ove već 3. godinu za redom idemo drugi vikend, drugi tjedan u 1. mjesecu i svaki put je sve manje snijega. Tako da vjerojatno iduće godine više nemamo tu. 15.1. ob 13:32 minut začne snežiti. Prepričani? 2 metra. Lisica torej bo? Zmeraj. Sigurno. Ob spremljanju vremenskih napovedi organizatorji 50. Zlate lisice pripravljajo vse tehnične in organizacijske podrobnosti tekmovanja. Pričakujemo samo mrzlo vreme, tako kadrovsko kot mehansko, kot vse smo dovolj opremljeni. V teh dneh potekajo še zadnji dogovori s sponzorji, ki za organizacijo tekmovanja običajno prispevajo okoli 300 000 evrov. Tisto tretjino, ki jo pa moramo zagotoviti z domačimi sponzorji, zagotovo je zelo težko. Tudi letos je mogoče še teže kot pri 49. Zlati lisici. Jubilejno Zlato lisico bodo obeležili s posebno tiskano izdajo in dokumentarcem. Pod Pohorje so povabili tudi nekatere od smučark, ki so se tu zapisale v smučarsko zgodovino. Ali bodo načrte uresničili, pa je odvisno od vremena in snežne kontrole, ki bo 23. januarja dala zeleno ali pa rdečo luč za izvedbo 50. Zlate lisice. No, spomladansko vreme pa nas bo spremljalo tudi čez vikend. Sonce si lahko pričarate tudi sami, s kakšnim prijaznim nasmeškom denimo. Nasvidenje.